Jaz sem šel danes na carinski urad, ta drugič, zdaj ni bilo nobenega, ki je po Malti. In sem zaprosil za tax-free fuel, sem dobil papir, tako da zdaj imamo 40% cenejše gorivo. Tukaj, dokaj smo še na francoski Polineziji, super. V nahrbtniku, kot vidite, imam zdaj ta nosilc zavarjen. Zjutraj smo nesli, naredili se v enem dnevu, tako da sem ful srečen. Upam sem, da je dobro. Na oko je isto, tako da upam, da je v redu. Bilo je cena 27 000 frankov za tole, da so povarili. Potem pa mi je preko WhatsAppa prosil, če bom lahko plačan za gotovino. In mi je rekel, da če želim, da lahko plačam 15 000 funtov, kar je več kot pol cenej. Seveda brez računa na cash in pač tam pred eno drugo firmo v eni ulici. Seveda sem se strinjal, vse vemo, kako gre to, ne. Pač njim v žep, to so naredili med malico in to je to. Jaz zadovoljen, oni pa tudi. Jaz pa predvsem, ker 27 000 funtov ali pa 15 000 je velika razlika zame. Dobro, da imam še skiro. Tu se zdaj po teh terminalih vozimo. V bistvu tle je bil ta za takso, varijo, se pravi, vse stvari delajo, tako da Tahiti je kar v redu, kar se tiče popravil barke, vse imajo. Tukaj, ko sem jaz nesel, sem imel vse od laserskega razreza do vodnega curka, varjenja raznega, tako da upam je dobro. V bistvu oni delajo tukaj plovila, v bistvu ali iz aluminija predvsem, no, tako da upam, da so strokovnjaki, da so dobro naredili in da bo zdaj zdržalo to pot najno do konca, do doma. In še dlje seveda. To so zdaj nosilce, ki sem jih šel iskat, se pravi kopija tega, se pravi zlomljenega, varjenega. Zdaj treba pa probati, če tu vse paše. Zdaj je kar dobro, no. Tako da, tule je original. Tu je zdaj pa kopija, kako se je tukaj naredil. Tako da, zdaj pa probati, če je to ok, če paše. Evo, novi nosilc se prelega, skoraj. Čisto malo sem mogel povrtati eno luknjo, mogoče pol milimetra, tukaj je lepo skočilo. Zdaj pa nisem še se šrafal, ker bo treba na oni strani tudi še, moram zdaj zasilikonizirati, bom dal tesnilo vmes, da ne bo puščalo. In to je to, damo tukaj gor evo matico, rešeno. Tako da upam, da drži in varno prideva domov. Natalija je že na tržnici, jaz grem pa zdaj za njo. Danes bo verjetno zapustila Tahiti, zdaj sem vse pripone nazaj, pa vse popravil. Zdaj se bližam tole pred mano, tle malo naprej tržnica, kjer imajo vse živo, se pravi raj za ženske. Potem pa se gre vodjati, ker smo zdaj v marini, izkoristila še natočila do konca polne tanke vode. Elektriko imamo skozi preklopljeno, tako da sem vam malo osvežila najine zaloge. Evo, takoj sem jih našel. Zdaj pa čas, da skoristva za mojega tima, da mu nekaj kupa. Nekaj pa mu pa moram prvoščiti. Koliko je to? 3000. 30 evrov, drago. Kakšna manjša? Ja. Kakšen polžek. Kaj pa če bi mu dala kar to, kar smo imeli, sem rač račun, za avion. Ja, se kaj po moje ne dobiš računa. To je pa tudi res, ja. How much? 10 US dollars. 10. Eno takih perel imamo tudi medva, čisto iz naravne školjke. Ki tudi niso okrogle. Ko se jim že reče po oblikah, jih tudi ločijo imena. Tukaj pa je enih tikijev. Lesenih seveda. Tukaj lahko pustiš, kolikor želiš denarja. Ja. Školjka, ki bom jaz zrezal. Dobro. Koliko pa je? Zihar ni pocen.
2800. Se pravi, ne, 26 evrov stane. Videl so štartala proti otoku Huahine, 100 mil stran. Teh piha greva sem na Genova, pa greva do 8 vozlov. Tako da, valovi so kar veliki. Največja težava je, da pa prihajajo z obeh straneh, tako da najo kar dosti zgurca. Se potem, ko se bo malo od moreja odmaknila, bo boljši. Opa! Vidiš vas? Malo naj je zalilo, evo, takole kokpit zalije. So kar valovi. Malo sem pol Genove odprta. Pridejo sunki ful močni. Zadaj za nama jadrnica se sploh zdaj ne vidi, evo. Vse dobro, sem da ne bo kam šlo. Tule okoli pri Ponku greva mimo Rta Horn, ne pa od Tahitija proti mimo Moreja. Morej drugače pa itak ne vihta. Tako da tudi če tja zavijeva, bolj do zdaj ne greva podprk, tako da bova kar nadaljevala. Opala. Greva nazaj na Morejo, ker je prehudo. Vse se je zaprlo, bliska, treska, valovi, piha. Preveč, škoda. Včeraj sem imela nevihte, pa sem tako, tako da smo šla na Morejo, ki je tukaj za nami. Danes smo pa vseeno izplula, ker je kar ugoden veter zdajle. Valovi se malo merejo, tam pri otoku so bili veliko večji. Zdaj imamo pa še 80 mil, se pravi bova jadrala cel dan, pa ene pol noči. V tej smeri greva sem na Genova, poprečje mislim, da imamo 6 vozlov. Kar je dovolj. Upam, da vreme zdrži in da prideva na cilj, potem pa kakšen teden ostaneva. Greva pa na otok Huahine. Po naporni noči, velikih valovih, vetru, dežju, zopet, tako da smo v rain season. V glavno so prišla do otoka Huahine, kar se bela dan, tudi malo sreča. Da se vidi, kje plujeva. Natalija počiva. Tukaj je skozi koralni greben, zdaj tukaj noter naravnost bomo plul. Sidret gremo pa tjale, kjer je mesto. Potem bom pa videla naprej, kakšno bo vreme danes. Zgleda, da bo dež cel dan. Vsaj tako kaže, ker je vse zaprto. Eagle Ray. Pod nami.
Tako, medva zasidrana na otoku Huahane. Medva sva zasidrana na otoku Huahine, oziroma pred otokom, na boji sva trenutno. Tukaj je globina 2,5 metra, tako da kaj dosti nima od spodaj pod kobilco, ampak je v redu, sem preveril vse. Zdaj pa greva tam na kopno. Polineziji. S takimi trajekti greš pa med otoki. Tile trajekti grejo, sem gledal po GPS-u na Marine Trafficu, čez 30 vozlov. Mi da se sprehajamo malo po otoku, nedaleč. Šla sva pogledati, koliko je skuter, če bi ga najela. Pa je, recimo na Tahitiju, pride 30 evrov, za cel dan 125 kubičen, katerega imajo edinega na voljo. Sicer rabiš izpit za motor, jaz ga imam, tako da to ne bi težava, ampak recimo tukaj je pa 65 evrov. Isti skuter, se pravi več kot enkrat dražji kot na Tahitiju, tako da ne bo vzelo. Kako se imenuje? Otok Havaiki Nui. Ponovi? Havaiki Nui. Ja. Staro ime. Kakšen se ti zdi otok? Majhen, majhen. Majhen pa je. Tukaj ni nobene boje prej.
Ja, če pa globina takoj 20 metrov, ko smo probali sidrati, smo tudi sidrali, ampak ni zapustiti, zato smo tam malo naprej na bojah. Takole pride čisto, evo ti, na obalo. Kaj bi človek rekel, nekaj takega. Lepo sva zasidrana oziroma privezana na bojo celo. Tukaj, kot vidite, je čisto plitvo, 2,5 metra, tako da ne 30-40 cm malo pod kobilco. Je mirno, evo, na ležalnika, kako bi se reklo. Sva tu klena, da se nama zdaj tudi pospravkne, da, ker je še vroče, bomo malo počakala. Tukaj le naj čaka še ananas, ki sva ga nabrala eni v hladilniku, ga bova zdaj le pojedla. Otok je zelo lep, tako da nekaj dni bova kar tukaj. Res je fajn. Sploh nimam besed. Banane so že bolj boge, bova verjetno danes jedla palačinke ali pa jutri z bananami. Zdajle pa sem vzel z hladilnika še mrzel tale ananas. Ga bom narezal in ga bova pojedla. Tole pa je jutranji prizor. Evo ti, lepo se vidi dno, čist, kot da smo nasedena. Lepe barve, sonce, danes je lep dan, sončen. Danes mora voda delati, pa na obalo bova šla malo. Pa kopala se bova. To je plan za danes. Evo ti ga. Je prišel spet malo na obisk. Skozi plavajo tukaj. Težko se jih naveličaš. Kam se pa odpravljaš? Shopping. Shopping? Po moko pa po kruh. Moko pa kruh? Pa sem kruh kupila. Ja. Pa jajca rabila. Jajca. No, jaz sem se pa spet butnil, ne. Ko že ne vem katerič, res sem naroden. Oziroma... Neroden si je. Tukaj sem si spet prebul. Neroden je. Smej se, smej. Neroden si. Takle imamo. Jutri zapuščava Huahine, tako da greva zdajle pred večerom še z gumenjakom po gorivu, malo benzina pa nafte. Tle sprejemajo tax free papir, se pravi za neobdavčeno gorivo, ki bo par litrov zdaj natočila. Tudi da imamo zdaj za teh 14 dni po teh dveh otokih, Rajteja pa Tahaa. Pol bo dokončno tankala pa na Bora Bora, preden zapustimo francosko Polinezijo.
Evo, trije Stingrayi, pa če ne vrste, ne vidim, katere točno so kar veliki. Ne da malo gorivo. Zdaj sem se odvezal tle od pomola, adijo, ampak motor spet ne žge. Še malo pa bomo prodala, pa bomo kaj kupila, ker tole pa res adijo. Če je res to spet crkno. Zamena že vsa tesnila. Nič ne pomaga, jaz ne vem. Noben servis ne da zna zrihtati. Še enkrat ponavljam, ko je rekel na Martiniku. Suzuki je shit, zato ne popravlja. Zdaj mu pa že počas verjamem, res. Čeprav tle imajo kar Suzuki večinoma, ampak teh večjih 100, 200, 250 konjskih, teh tam malih pa ne vem. Malo potrpežljivosti rabim, da bo žgal. Zdaj sem ga nahecal po 10 minutah, spet vžgal se pelem. Jutro odplujejo naprej, zdaj imamo še en lep sončni zahod. Tale otok tukaj te več je Tahaa, tista špica, ki jo pa zdaj približujem, je pa v bistvu Bora Bora, ki je oddaljena 75 km tukaj. Malo bo še počakala, tudi do tja prideva. Najprej pa na Tahaa in pa tale otok tukaj le zraven, Raitea. Najprej greva na tega te večjega, Raitea.